in dragi lepaci, dobrodošli v prvi sezoni prvega dela odpiranja adventnih koledarjev. Če sem čisto takšna, bi to lahko dejansko bila že druga sezona, drugi del, ker sem lani že snemala eno odpiranje darilc tega adventnega koledarja. Če se ne motim, je bil znamke Trended Up, potem letos v drugi sezoni sem že tamle, ga gledam, snemala, ko sem sama ustvarjala ta adventni koledar, ampak da ne bi bila prevelika zmeda, sem rekla, pustimo, kar je bilo v preteklosti in začnimo torej na novo s prvo sezono, prvo epizodo. Evo, danes pa bomo torej odprli adventni koledar znamke Makeup Revolution, ful se veselim. Odprli bomo torej okenčka, pogledali, kaj je tukaj noter, na koncu pa še ustvarili en make-up tutorial. Tako da jaz komaj čakam, če te zanima vsebina tega in kakšen make-up look bom ustvarila, pol veš, kaj moraš narediti. Tara, 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 tara. Evo, začnimo. Številka 1 se skriva na tejle strani in pod številko 1 je šminkica. Dobro smo začeli. Taka med naravno in nude mi je všeč. Gremo naprej. Številka 2. Čopič. Evo, tak mali luškan čopiček. Zdaj razmišljam, zakaj bi bil. Ali za kakšen korektor, ali za puderček. 3. Taka perlasta senčka. Številka 4. Aha, tukaj pa je čisto bela senčka, sem da dobim ven. Ne, ni senčka, Ultra Shine Balm. Torej, če se ne motim, je tole za ustnice. Bomo vse testirali, pa bomo še točno videli, a prav berem. Številka 5. Yes, šminka in sicer v taki roza barvi. Tale pa je malo bolj košat kot ta. Ta bi pa že prav prišel za ali kakšna lička ali kakšen bronzer. Hudo, za torbico ekstra. Gremo naprej, številka 7 je tudi na tej strani. Ok, vse so očitno dali prvih 12 na to. 7 je senčka in to taka lepa božično novoletna. Evo v takem zlatem bleščečem odtenku. Številka 8 pa je, če se ne motim, brezbaren lip gloss. Še ena senčka. Ta pa je taka nude, rose gold, malo amarelčno. A sem jaz spustila 9? Ja, 9, ko sem spustila. Tako da, evo, prej je bila 10, zdaj številka 9. Rdečo šminko, odlično, evo, za vse zabave, ki sledijo v decembru. 11 je moja srečna številka na tej strani, tako da poglejmo, ali bo srečna tudi vsebina. In veste zakaj? Prvo, ker je šminka in verjetno zdaj veste, da je moj najljubši odtenek šminke, se ne morem verjeti, roza vijoličen. Številka 12. Eye primer oziroma primer baza za senčila. Sledi številka 13. Presenečenje. Številka 14. Številka 15 je zdaj na vrsti. Ogledalce se skrivali, cute. Številka 17. Lip gloss 18. Aha, še en čopič imamo. Mogoče pride prav za senčko ali kakšen korektor ali tukaj le pod lok obrvi, da se manj sveti. Aha, še en čopič. Ta pa je za obrvi. Številka 21. Tele noter pa je, veš kaj bi ful bila vesela, kakšna maskara bi prav prišla, ne, če bomo ustvarili potem make-up look. Tole pa je, highlighter, številka 23. Šminkica. Wow, še več šmink, ta pa je taka
Aha, temno rdeča. Wow, ko bom jaz imela novi šmink. In dame in gospodje, številka 25. Ko se prej vidite, evo. Aj lepo. In evo, tukaj sem si v tole košarico dala ves nov make-up. In moram reči, da mi je zelo, zelo všeč. Zdaj pa takole, ne, glede na to, kar smo dobile, ne bomo naredili tipičnega tutoriala, ker recimo nimam pudra, nimam maskare, nimam bronzerja, tako da ne bi bil čista prav make-up tutorial. In sem evo zdaj takoj dobila že novo idejo, da bomo tako naredili. Sprobale bomo najprej vse šminke in potem bomo nekaj spacale s telimi senčkami. Tako da, evo, sledi test šmink iz adventnega koledarja znamke Make-up Revolution. Sem jih dala ven in preštela, telih šminkic je 6 takih barvnih, tako da bomo mogoče kar naredile od najsvetlejše do najtemnejše in potem sta še 2 lip glossa, tako da skupaj torej 8 šminka produktov. Evo, začnimo pa s tem najsvetlejšim odtenkom. Trenutno testiram tak nude beige odtenek, tale konkretno se imenuje Embrace, potem pa ti zaupam še imena ostalih 5 šmink, da se boš najdla, če boš slučajno kupala vsako posebej. Torej, po vrsti si sledijo Swish, Affection, Crush, Powerful in ta zadnja je Simmer. Moram reči, da se tele šminkice zelo lepo razmažejo, so tudi kar precej udobne za nositi. Zmotila pa me je pigmentiranost, torej sem mogla iti kar večkrat čez, da sem dobila to močno barvo, kot jo vidiš po koncu samega testiranja. Tako da definitivno sem že imela bolj pigmentirane šminke, če bi jih mogla oceniti na lestvici od 1 do 5, bi jim dala 3, od 1 do 10 slabo 5, tako da to me je malo zmotil, kar pa se tiče torej udobja, pa nimam nič za skritizirati. Gremo zdaj sprobati tale highlighter, kako se obnese na koži. Aha, vidim, da je bolj ta hololighter. Unicorn Elixir. Aha. Unicorn highlighteri nasploh izdelki so takšni, ki imajo vsep neko tak modrikast, zelen, zelo tak pisan sijaj, da boste znale ločiti, če boste želeli prav ta highlighter kupiti. Jaz moram reči, da nisem preveč ljubiteljica teh hololighterjev. Pridejo prav, recimo tako, ali za kakšen pust, ali za poletje, za kakšen festival. Za vsak dan pa se mi hololighterji meni osebno ne zdijo preveč uporabni. Drugače pa, kar se tiče sijaja, ne, pač highlighter naj bi zagotovil sijaj. Pač vse svet daje definitivno sijaj. Sem pa ponovno videla že bolj pigmentirane highlighterje, tako da tudi temu le dam nekje od 1 do 5 oceno 2,5. Ena zanimivost, 2 oziroma zdaj, ko vi to gledate, 3 dni nazaj sem naredila eno tako make-up čistko, pometala pač make-up stran in med drugim vrgla tudi moj prvi nakup na ličila.si, to je bil Make-up Revolution primer in danes dobim nov primer. Evo, kako se energije včasih poklopijo. Tako da ga bom dala na veke, da bomo dobile maksimalno pigmentiranost teh senčk. Tako da, evo, kar bom jaz vzela, je prvo tale bež senčka, ki jo bom nanesla v pregib svoje gube, da naredimo eno tako bazo. Že dolgo nisem delala make-up tutoriala in moram reči, da prav uživam, oziroma sem prav pogrešala to. Zdaj pa bom vzela tole, ta drugo v drugi vrsti. Taka mečkom bolj na sivo potegne, rjavo siva in jo bom nanesla kar na isto mesto, kjer sem nanesla zdajle tole bež senčko. Da še manj tale make-up look pokombiniramo s temi okroglimi senčkami, bom zdaj vzela tole enojno senčko, ki je v številki oziroma ime ima Baked Highlighter. Aha, dejansko lahko to uporabiš tudi kot highlighter, ampak mi jo bomo danes nanesle na sredino učkov. Pa uporabila bom tale čopič, ki sem ga tudi dobila, da vidim, kako se obnaša. Evo, pomočam in nanesem torej na center veke. In lahko malenkost evo osvetlimo tudi po spodnji veki tlele tale začetek učka, da malo odpremo zadevo. Mogoče bi dale evo tole, gremo ponovno na paletko, bom obrala čopič. Ponavadi je zelo priporočljivo čopiče menjati, da se ti vse ne packa, ampak bomo danes uporabile kar tega, da dobimo
najboljšo možno oceno. Evo, tole temnejšo senčko pa nanesem takole po zunanjem delu veke. Evo, recimo, če bi priložili zdaj kakšen čopič za zblendirati, bom jaz malo pogoljufala, ker pač ne morem tako pustiti, bi zblendirala, tako pa vzameš, če ga imaš kakšen drug čopič in še malo bolj zasmovkaš to zadevo. Zdaj pa, kaj bi lahko še uporabile? Evo, še eno senčko, potem pa zaključimo, da ne bo tole predolgo. Če bomo modro, če bomo zeleno. Vzemimo zeleno, pa jo nanesemo po spodnji veki. Še res zadnja stvar. Evo, tole črno senčko se lahko znajdete, glede na to, da pač ni bilo priloženega eyelinerja. In če boste se kam odpravljali, da preprosto vzamete čopič, ki je drugače namenjen za eyeliner, temno senčko oziroma ta je črna z bleščicami, tako da bo izgledalo, da imamo še nek lesketajoč eyeliner in samo takole, evo, obrobite svoje očke. Včasih se je treba samo znajdeti. Zdaj razmišljam, koliko sem v bistvu čist nevede in nehoteže ustvarila nek tak božično, decembrski, novoletni make-up look, malo rdeče na usnicah, zlata, torej na očkah in si ready to go, da zasijaš. Tako da, evo, takšne in drugačne produkte boš dobila, če boš letos si prvoščila koledar znamke Makeup Revolution. Jaz sem ga res tako sicerala v nulo, ker pač lepotni vlogeri smo posebna vrsta ljudi in sem se res potrudila, da sem najdla tako pozitivna kot negativna opažanja, da dobiš nek tak moj upogled, a se zadevo splača imeti, neko tako oceno. Zdaj pa je torej na tebi, a pač boš investirala v to ali ne. Če te ta koledar ni prepričal ali pa te je, pa bi rada gledala še nadaljevanje in že imaš ogledan kakšen koledar, zapiš mi torej, naj te še enkrat povabim, da zapišeš svojo idejo spodaj v komentar, da vem, kaj, o čem razmišljate in se torej potrudim narediti novo oceno. Hvala za tvoj čas, ne se pozabi naročiti tudi na moj kanal, da ne zamudiš nadaljevanja. Če pa se želiš družiti z mano na dnevni ravni, mi ne pozabi slediti na Facebooku in na Instagramu in na Lepotilnica je moje družbeno ime. Tako da, to je to, se gledamo v naslednjem videu. Rdeč poljub in čau!